faksu nič več ne naučijo. A vsaj neke osnove varnega dela v laboratoriju. Kaj osnove? Zdrava pamet, a vsaj to imaš, malo neke kmečke logike. Toni, pa tolikokrat sem ti rekel, da je hrana prepovedana v laboratoriju. Pa neštetokrat sem ti zabičal, da epruvete niso embalaža za začimbe. Saj vem, doktor C. Celoti se zavedam, da je vse to moja krivda. Da čilio marca ne spada v eproveto. Še posebej, če je ta tvoja čilio marca enake barve kot cel mojega virusa, za katerega mimogrede še vedno nimam cepiva. Saj vem, doktor C. V celoti razumem vašo jezo. A če vam je vsaj malo uteklo, me je izučilo in tega ne bom več ponovil. Resnično upam na me. Veš, kaj če bi si naslednjič ta tvoj kebab začinil s čim močnejšim, kakšnim antrasom ali kaj podobnega? Ne, to pa že ne. Se zavedam, da antraks resnično nevaren. Ma ne, res? Ja. Še sreča, da je ta moj se omrbili virusa precej nevaren. Upam. In kako si drugače? Je vse okej? Kako se počutimo? Pravzaprav sem kar okej. Srbi me nekaj, vročine nimam, na kašelj me ne sili. Vse je okej. Še sreča. No, nekaj pa je. Ja, res nenavadnega. Ne bi si mislil. Ja, povej že. Imam prav nemerne noge in sem nekako poln energije. Bi lahko kar zaplesal ali pa kaj takega. Daj, ne hecaj se! To niso heci, Toni. Stanje se ti lahko nemudoma poslabša. Ta tvoja napitost energija lahko kaj resnejšega, neke vrste delirium. Se ti kaj vrti? Si dezorientiran? A sploh veš, kje si? Premika se. Aha. Občutljivost na svetlobo, sporadična obarvanost kože, stvar je resnejša, kot se ti na prvi pogled. Ne, doktor C. Super sem, res. Daj, glej, nehaj to, ne. Trenutno ne razmišljaš pri sebi. In zdaj boš rekel, da veš več kot jaz, doktor z večletnimi izkušnjami. Daj, usedi se in počivaj. Okay. Če grem nazaj na inštitut, tam bi mi mogoče pomagali. In če bi prinesel prvotne vzorce mojega cepiva in prvotnih sev virusa, bodo mi prej pomagali. Doktor C, a se meni samo zdi, ali te pike rahlo utripajo? Doktor C? Ker šel je.
neverjeten naravni stroj, kjer vse poteka po strogih pravilih, kjer vlada red in ima vsaka še tako majhna celica pomembno nalogo. Prostor, kjer nastajajo in se dogajajo čudežne in tudi čudne stvari. Tebi te molekule kisika zdele tako lahke po 100-dnevni delovni karieri. Opa, po 101-dnevni delovni karieri. Ti nekajminutno novo izvaljeno pišče si še vsa polna energije in se ti res zdi lahko. Le počakaj, da boš v mojih dnevih in tik pred upokojitvijo. Glej, Levka prihaja! No, zdaj pa kar lepo vljudno in spoštljivo, da se ne bi slučajno predrzno obnašala do naših varuhov telesa. In da ne bi slučajno tronska. Hej, mala, vidim, da imaš veliko energije. A je Erik kaj sitna? Ne sekiraj se, izvoli malo železa. Ejga, mojstrica, kako si na tale zdrav dan? Nekaj dni pred upokojitvijo pa moram uvajati nove celice. In kako ti gre? Ne sprašuj. Mladina sploh nima delovnih navad. Samo na zabavo mislijo. Kar nekaj bi tekala naokoli in ne bi prenašala kisika. Ko smo mi bili mladi, smo se povsem drugače obnašali. Upoštevali smo starejše in našo delo smo opravljali po naših najboljših močeh. In da sploh ne začnemo o tem, kako... Eri, sprosti se. Če pa... Prav imaš, ni se vredo sekirati teh nekaj zadnjih dni. No, vidiš. Raj mi povej, če sta kaj nenavadnega videli ali začutili. Ne. No, niti niso bili pozorni. Sva se preveč ukvarjali z prekomerno razlago našega izjemno pomembnega dela in posledic neopravljanja naših nalog. A ne, Tronska? Oprosti. Če pa tako dolgočasno. Dolgočasno ali ne, če dela ne opravljamo, se telo ustavi. In kaj bo potem z nami? Gremo v penzijo za nedoločen čas. Zelo smešno. Pa daj, no, malo se sprosti, saj imamo tukaj brihto, da vse poteka kot mora. Redno nas obvešča preko živčnega sistema o vseh dogodkih. Evo, ravno sem dobila sporočilo o ostri bolečini B, gluteus maximus. A to pomeni palec na? Ja, tako je. Ni naš problem. Vse ostalo poteka kot mora. Pa dobro, kaj če bi tale padec na gluteus maximus pomenil kaj resnejšega? Morda zna kakšne okužbe? Če bi pomenil kaj resnejšega, bi že bil tukaj. Ostra bolečina v gluteus maximus, pozor! Halo, kaj pa vetri, kar postavate tukaj sredi dneva? Pogovarjamo se o kritkah, pa si ti prišel. No, ste tudi dobila obvestilo o padcu? Halo, stvar je resna. To sem tudi jaz rekla, kaj če je okužba? Tako je. In zdaj še ostra bolečina v zatilju glave. Palec na gluteus maximus in na glavo. To pomeni izguba zavesti. Zagotovo je okužba. Pa dobro, a ste vsi limfociti malo čez les? Če bi bila okužba, bi brihta sporočila o čem hujšem, kot samo o padcu.
času. Sploh pa nisem srečala nobenih tujih celic. Kolikor ti veš, nisi srečala nobenih tujih celic. Kaj če so povsod, pa jih ne prepoznamo? Nam bo pa velika srebrna cev povedala. Sploh pa, če te tako zelo skrbi, predlagam, da greš najprej do brihte, potem pa do ramena čakati na veliko srebrno cev. Adio! Kaj je pa njega pičilo? Živ, jaz sem Piko. Piko? Kaj pa polo tripaš? Ti pa si neka posebna celica, a ne? Ja. Kaj pa delaš ti, mladi utripač? Skrbim za zabavo. Skrbiš za zabavo. Ja, tako je. Skrbim za zabavo. Levka, Že gledam, nič ni v kakšnem piku. Mogoče pa nova celica, saj tudi za zabavo in ne samo za delo potrebujemo kakšno. pa dobro, poslušaj ti mene mala. Pa dobro, dovolj imata. No, Piko, pa nam pokaži, kako skrbiš za zabavo. Pa dobro, kaj, daj to, ne moram se ustaviti. Jaz tudi ne, to je ful bolano. Malo slava izgleda veseli. Ne, mislim na dober način. A se malo fajn. Super, samo, a lahko nekamo, eni smo prvi med penzijo. Točno, seveda. To je nora! Ravno kaj smo bili v pljučih, da smo si naložili kisik. Veste, kaj moramo zdaj? Moramo do kora. Ja, ta tip je vedno tako zatežen, ena taka plesna terapija, bi mu zelo koristila. Kaj pravite? Ste za to? Jaz še nisem prepričana, če je tale Piko tako neškodljiv. Potem je pa najbolje, da ga spremljaš in opazuješ. Pa že, gremo do srca! Kot si opazil kaj čudnega. Ali lahko odgovarjaš v stavkih? Nimam cajta, delam. Nazina, te kaj srbi? Ne, nič me ne srbi. Vse optimalno zaraščeno in vlažno. Mucke že malce ovirajo pretok zraka. Kdaj bo čiščenje? Zakaj pa sprašuješ, če je vse okej? Nekaj čudnega se dogaja. Bom verjetno sprožila varnostni izkop, da se preverim. Za čiščenje pa v priliki pošljem desni palec in kazalec. Okej? Torej, nadaljujem z zračenjem. Če ne bo šlo, uredim odvod skozi usta.
Aj, še kaj, jaz moram na delo. Najpomembnejša mišica ne počiva. Klicaj, smeškom z sončnimi očali. Seveda ne pusti se motiti. Meni se tudi mudi, se mi zdi, da bo čas za kihanje. Torej samo mene skrbi to čudno dogajanje? Prav, pa delate kar hočete. Bom pa jaz tudi. Varnostni izklop sistema čez 3, 2, 1. Zdravo, Kol! Kako si? Kam me boš poslal tem krogu? Lejo, si pa navdušena danes. Če hočeš kam daleč, lahko tudi do konice levega mezinca, ki je malo daljši od desnega. Si za? Pa daj nehaj, komu se da. Ej, vidim, da še ustraješ. In Levka, kdo pa je tale? Pisanček, Zdravo, Kor, me veseli, da si v formi. še sreča, da sem. To je dobro za vse nas. No, tole je Piko, en je prepričana, da ti bo koristilo, če ga spoznaš. Piko. Ja, Piko. 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 Okej. In kaj daš? Torej, če prav razumem, delaš herčvok? Koga? In kaj? To pa ni dobro. Sem ti rekla, da je tale Piko škodljiv. Nekaj zabava, nekaj povsem drugega je pa takole razdejanje. Piko, sem pride. Ja, kje pa je? Mislim, da lahko pojasnim, kaj se je zgodilo. No, povej. Torej, ko se vznemerim, začnem divje črpati in potem šprica se naokoli. Torej si ga... Tako je, bliznil nekam. Okej. Zdaj pa dobro razmisli, ti. Najpomembnejša mišica v telesu. Kam? Pojma nimam! Sicer pa, veste, da sem pripeljale. Kdo je koga kam zdaj pripeljal, sploh ni pomembno. Kaj ne? A se ti zavedaš, da smo nekam v telo poslali nekoga, ki je zelo verjetno virus? Zakaj ni hotela komu škodovati? Tega bo zdaj preprosto poiskala in z njim uredila. Kaj ne, Ljubka? Kaj pa vem? Telo je ravno majhna stvar. Kaj pa če vas, jaz, pošljem po različnih delih telesa, da boste hitreje našla? Za mišičnjaka sploh ne razmišljaš tako slabo. Kar dobra ideja. Pride stroško bomo še do mezine. Ne vem zakaj, ampak virusi naravnost obožujejo njeno vlažno in toplo okolje. Prav, jaz grem pa do limfa. Ste pripravljene?
Halo? Halo? Velika srebrna cev! Še vedno je ni. Mogoče pa moram priklicati s čarobnimi besedami. Fokus, fokus in zalabim! Nič. Abrakadabra! Revilijo, velika srebrna cev! Nič. Mogoče jo pa moram priklicati s petjem. Ja, nič. Probati ni gre. O, velika srebrna cev, vsa si bleščeča, nas sistem je zbolel, bolezen je preteča, ko pa prideš na obisk, rama je boleča. O, velika srebrna cev! Lev, O, Levka, kaj pa ti tukaj? prišla sem po pomoč, zdaj pa ne vem, kdo jo bolj potrebuje. Ne duhoviči, stvar je resna, poskušam priklicati veliko srebrno cev. Močno dvomim, da boš priklical s petjem in plesom. Ne, saj imaš prav. Res ne vem, kaj sem razmišljal. Skrbi me zaradi morebitnega novega virusa v telesu, ker preprosto vem, da je telo okuženo. Ja, glede tega, O, pa daj, saj vem, kaj boš rekla. Če bi bilo telo okuženo, bi že brihta javila preko živca, da delam paniko. no, pravzaprav, telo je okuženo. Aha, se mi je zdelo, kakšen stari znanec, prehod, gripa. Piko, Aha, smrtonosna okužba s pikom. Daj, spomnim me malo. Kaj že dela ta pik, ko kaj uničuje napada? skrbi za zabavo. Aha, skrbi za zabavo. To pa ni tako smrtonosno, nevarno ali pač. Mislim, skoraj pobralo, tako da bi rekla, da je nevaren. No, in kje je tale piko, da se ga malce lotim? V bistvu ne vemo, Kor ga je nekam poslal, pa ne vemo kam. Oziroma vemo, Brihti je. Super! In če bo predolgo plival na brihto, potem... Saj vem, nekako se ga moramo lotiti, pa ne vem kako. Poslušaj me, nimamo časa. Brihta naj jo poklicala, greva. Lim, poglej. Velika srebrna cev. Vse nove informacije pustite pri vratih. V hipokampusu jih bo kasneje obdelala. Wow, to je bila pa divja vožnja. Odkot pa ti? Oživjo, jaz sem Piko. Ravno kar sem bil pri nekem mišičnjaku, ki me je poslal sem. Kor te pošilja? Tako velik, žuje v teži, mora delati. Potem ja, Kor me recimo pošilja. Si prinesel hrano, kisik ali nove informacije? Zabavo! To ne obstaja. Prosim! Zabava mora obstajati. Glej, preprosto je.
Kaj, če sem končno naletel na nekoga, ki se mi lahko postavi po robu. Točno tako. Zdaj pa hitro povej, kaj delaš tukaj? Torej, ne verjameš, da sem za zabavo? Pa ne bom. Prava naša. V bistvu nisem za zabavo. V bistvu sem virus. Iz družine morebili virusov. Verjetno poznaš moj sestrično. Košpica. Poznam. No ja. Moj prvotni načrt je bil, da se udobno namesti, povzročim nekaj blagih simptomov, se namnožim čez vse meje, potem pa hop na drugega gostitelja. Kaj pa je to? Spomini, no nadaljuj. Jaz pravzaprav nisem tako zvok, veš. Tale je pa tako lep. Banovci? 15. juli 2017, kopanje z družino. Si rekel, da nisi zloben? Rekel sem si, da ni potrebe po uničevanju, če se lahko imamo vsi lepo in se zabavamo. Kaj pa je to? To sem videl pri Levki. Nič, samo živc, življenjsko-informacijski varnostni center. In si se odločil, da bo skrbel za zabavo? Tako je. Sprva so se imeli vsi super, samo nekateri pa se slabši odzivajo na žur. Naprimer, njega je skoraj pobralo. Tale pa slab spomin. 7. marec 2019, kazen za prehitro vožnjo. Halo, slabih spominov res ne potrebujemo. Uničujejo zabavo. 1, 2, 3, že več. Halo, kaj pa delaš? Spominov se ne uničuje. Naj si bodo lepi ali slabi. Vsako doživetje nas nekaj nauči in spomini ohranjajo ta nauk. Okej. A boš nehal? Če pa skrbim za zabavo. Eno je zabava, drugo pa načrtno uničevanje stvari. Če si rekel, da nisi zloben, zakaj si skoraj petel hora, čeprav se delaš tako pomembnega? In greš vsem na živce? Brez njega res ne gre. In zdaj mi še uničuješ spomine. Tebi se zdijo slaba in nepotrebna stvar. Vseeno so pa nujni. A si končala? Super. Sprosti se. Prepusti se zabavi. Ojoj, izgubljam svojo moč. Tako ja. Malo še pa boš plesala po moje. Potem pa lahko začnemo čistiti tole podstrešje in vse bo lepo. No, vidim, da se s tabo ne da pogovoriti. Potem pa mislim, da je čas, da ti povem, da sem malce prej obvestila Levko in Nico, da sem tukaj. Kmalu boste tu. In sodeč po ostri bolečini v levi rami, bi rekla, da nas je obiskala velika srebrna cev. Veš kaj? Ta žur sploh nekaj ti zabava. Gremo. Aha. Lepo rastete. Ti pa si že pravi korenjak. Saj vem, vse, kar potrebujete, je ljubezen in sluz. Ojej! Pa tolikokrat sem že rekla Brihti, da bo potrebno vzdrževanje. Če ne bo šlo drugače, bomo pa kihnili. Kaj ne, ljubice male? No, sina, upam, da še niso prepozni. Si sama ali drugi tebi? Jaz nisem nikoli sama. Družbo mi delajo moje drage dlačice. A tako, sem mislila, da se s kom drugim pogovarjaš. Zanima naju, če je slučajno prišel mimo en tak malo nenavaden stvor. Glede na to, koliko različnih stvari potuje po zraku skozi nos in ne mislim samo vprašnih delcev, ter kaj vse je bilo zaplačeno v nosnice od otroštva dalje, te resno vprašam. Kaj je za to nenavaden stvor? Plesna glasba in utripanje? Ne?
pisarni. Manjka še cilj omakca in bo super. O čem govoriš? Picar je v bližini, moram nujno javiti priti, da nekaj ukrene v tej smeri. V smeri pica. Pica? V bližini. A je trenutno še kaj pomembnejšega? A lahko za trenutek prekineš in naj poslušaš? Je nekaj pomembnejšega. Po telesu se klati virus in ne vemo, kako ga ustaviti. Zanima naju, če je slučajno prišel mimo tebe. A je slučajno vesen tak pikast in pika? Ja, zakaj? Ker ravno kar do telesu prihaja sem. To je on, kakoli či reče, ne mu verjeti. In karkoli že narediš, ne prepusti se plesati. Aj, živijo družba. Kje ste hodili tako dolgo? A bomo nadaljevali zabavo? Sem slišala, da si ti še kar res tak čuden in škodljiv o njej. Ne vem, kaj se greš, ampak tvoje zabave je konec. Ojoj, kak ste sitni, res, prav vsi po vrsti. Pa saj ne škodim komu, samo zabavam se. In nasmet s tem, mimo grede skoraj vse počneš v maloro. Kaj misliš, da bi se zgodilo, če kot ne bi nehal plesati? Ja, skoraj si mu naredil velik šlok. No, to, kar je Eli rekla, popolnoma neodgovorno obnašanje. A daj, žur je žur, če ti je predivji, si pač brez veze in se moraš skulirati. Ja. A si ti slučajno škodoval mojemu dobremu prijatelju Kovu? In misliš s tem tudi nadaljevati? Da ne bi slučajno Kaj je to? sluc za blaženje nosne nakline. Fuj! To je kaplja sluzi čez rok. Grem, ker ste tukaj sami parti puperji. Zato bodo prebavili bolj cenijo kakšen foren žur. Poberi se ti mazeš. No, to pa je dobra novica. Kaj pa? Ti je verjetno sporočila, da sem zanimiv in nasploh zabaven. Napisala je, da nas je obiskala velika srebrncev in da te Levka in njim iščeta, ker ve, kako predstaviti. Ja, zdaj boš pa videl, kako zna plesati naš obrambni sistem. Konec je s temi tvojimi pikami. Družba, pa saj veste, da so se samo hecala, ne? Jaz ne škodim nobenemu, samo zabavam se. Ne, zdaj je že prepozno. Edina stvar, ki smo še slišali tebe, je pesem Slovo. Družba, prosim, ne tako. Spomnite se vseh prelepih časov. Tebe ni bilo? Spomnite se vseh prelepih časov. Eri, spomni se, kako si se takrat počutila mlado. Prosim te, ne pozabi teh prelepih časov, čeprav so te potem skoraj končali. Pik. Prestara sem, da bi te lahko še naprej poslušala. A se ga lahko že kako prej znebimo? No, lahko ga preprosto vržemo ven. Kako pa to, ga zagrabimo in potem kaj? Ne. Skihanje. Torej ga preprosto kipnemo ven. Jaz nimam nič prav. Jej! Vidvi, postavita se do dlačic in jih drezata. Jaz se moram na to pripraviti. Tako. Malo še. Še malo. Zelo blizu je.
Halo, kje je? Piko. Odpihnjen. To bi morala doživeti, nekaj se vse streslo, piš in glasen krik in že ga ni bilo več. Kaj? Koga ni bilo več? Ja, tistega flekastega Pika. Kaj? Pika ni več? O ne! No, to pa je razočaranje, pa tako si ga je želel od blizu spoznati. Ja, nič, življenje gre naprej. Ja, brez nas bolj težko. Točka. Še vedno nismo dostavili kisika. Kam sta že bila namenjene? Do konice levega mezinca. Točno. Ja, nič. Greva. Ne sekiraj se. Vaj bom jaz pospremila. Bomo še kakšno rekle ali zaplesale? Haha, zelo smešno. Pridne moje dlačice, spet ste se odrezale. Zdravje vzpostavljeno in celice pridno delajo naprej. Piko pa se je poslovil za vse večne čase. Pa se je res. Torej naj bo še nekaj časa na rabi, da se ustavi krvavitev. Hvala, doktor Brichtova. Zelo sem vam hvaležen. Koliko časa pa bo trajalo, da bom vsem zdrav? Mislim, da smo bolezen polobili še v precej zgodnjih fazah in se virus še ni tako razpasal po telesu. Sicer ste po izgubi zavesti imeli kar nekaj čudne simptome, kot je bilo na primer zelo pospešeno bitje srca, a se je potem vse umirilo. Doktor Cep ni prišel z vami? Je prišel, a se mi zdi, da je rekel, da mora pred laboratorijem počakati na neko pomembno dostavo. Sir, šunka in gobice. Ja, zelo pomembno dostavo. Doktor Cep Ivo, da vas ni sram! Vaš asistent je tukaj v resni stiski, vi pa naročate pice. Se vam ne zdi, da bi lahko počakali? Ni šlo. Sem bil že res sestradan. Sploh pa se vam zdi, da je laboratorij pravo mesto za malico? Saj neke osnove higiene in varnega dela v laboratoriju bi pa lahko upoštevali. Prav imate. Toni, vi pa tudi z nami do inštituta, da vas podrobneje pregledamo. Hej, doktor Cep. Zdi se mi, da bi na tole vašo pico malce čilomatce prav pasalo. Veš kaj? Toni, ne hecaj se. To niso hece. Saj vem. Ču! Na zdravje. Naslednjič pa kihnite rokav ali pa vsaj ne na moje vzorce. Saj vem.